Če pogledam v preteklost, recimo za kakšne četrt stoletja nazaj in se spomnim, kakšni avtomobili so se vozili takrat in kakšni zdaj, je marsikatera znamka močno spremenila svojo filozofijo. Mene je k filozofiranju spodbudila Honda, ker imam ravno njihov novi ZR-V. Pa tukaj sploh ne mislim na to, da so avti zdaj bolj sodobni in napredni, ampak da je bila v začetku tega stoletja japonska Honda znana po nabritih pogonskih sklopih in hudih avtomobilih, ki so bili kot britvice natančni v ovinkih, potem pa so počasi in vztrajno prišli do tega, da danes ponujajo predvsem umirjene in prostorne hibridne avtomobile. No, skoraj samo še takšne. K sreči so tega še pustili. Očitno nihče več razen mene ne uživa v hitri vožnji in večina bolj ceni lahkoten pa nenaporen avtomobil, ki ima veliko prostora, je modern, veliko opreme in tako naprej. No in zato je tukaj zdaj model ZR-V. Z njim ima Honda dejansko zdaj popolno paleto svojih križancev. Za najmanjše je model Jazz, ok, ta ni ravno tipičen križanec, mogoče v različici Crosster, ker je vse nekoliko višji od ostalih malčkov, no pa potem nekoliko večji je model HR-V, vmes je ZR-V, pa največji CR-V. Joj, Honda v te njihove oznake je res poetične. No, kakorkoli, tale je dolg 4,5 metra, kar pomeni, da je znotraj dovolj prostora za udobno sedenje 4 potnikov, prtljažnik pa vase zbaši skoraj 400 litrov prtljage. Predvsem pa kar dobro izgleda, sicer me z določenih kotov spominja na kakšen drug model, ampak se mi zdi, da so pri Hondi zdaj končno našli tak bolj umirjen in tekoč oblikovalski jezik, kakršnega prejšnja generacija Civica sigurno ni imela, no ta je pa skoraj eleganten za pogled. Pa obenem dovolj samosvoj, da se ne bo izgubil v poplavi ostalih križancev na cestah. Jaz sem nad njim navdušen pri dveh ostalih lastnostih. Prva je tale notranjost, ki je v enobesednem opisu odlična. Ravno prav je klasičnih stikal, evo, celo radio ima tak vrtljiv gumb in ravno prav je velik tale zaslon, da je potem vse skupaj uporabno in moderno. Vmesnik je dober in sem se ga hitro navadil, nekaj bližnjic za izklop določenih varnostnih sistemov sicer najdem tukajle, ostali so bolj zakopani v tem meniju, ampak gre. Pa materiali so prijetni, izdelava tudi, v bistvu nimam pripomb. Zadaj samo na hiter. Se vidi, da je bila prostornost zelo pomembna postavka, ker je prostora res veliko, stekla so velika, zato tole okolje v bistvu deluje zelo zračno. No pa še panoramsko streho sem si razkril, tako da je svetlobe res veliko. Druga stvar, ki mi je totalno všeč, je vožnja. Sicer ZR-V ni toliko dinamičen, kot je bil moj VTI leta 96 in tudi pol tone je težji, ampak se vseeno pelje odlično. Mogoče celo najbolje v segmentu, redko se mi zdi pretrd in praktično nikoli se nadležno ne stresa. Obenem pa je tudi krmiljenje odlično in zato je vrtenje volana vedno prijetno. Se sploh ni treba peljati hitro, pa imaš vedno zanesljiv občutek, ker je toliko prijeten. Da je šla filozofija v smer umirjenosti, kažeta prostorna notranjost in nasploh zasnova, pa tudi motor. V bistvu je to hibridni sklop z 2-litrskim bencinskim motorjem, ki je v osnovi generator elektrike za zmogljiv elektromotor, ki pa poganja kolesi. Hibrid je tole, ja, ampak ga ni treba nikoli polniti, ker vse naredi sam. Več sicer povem v testu, ampak se motor praktično nikoli nadležno ne dere in ni glasen, porabi pa med 6 in 7 litrov. Za 184 konjičkov in 1600 kg, kar v redu. Zanimivo je tudi to, da Honda pravi, da ima doseg 1000 km na bencin. Jasno, ampak smo očitno tako obsedeni s temi številkami pri električnih avtih, da je kar hecno in so začeli poudarjati tudi to. Ta motor je edini v ponudbi, stane 41.390 evrov z opremo Elegance in cena pade za 1,5 tisoč, če izberete še njihovo financiranje. Več pa o testu, zdaj moram po otroke, pa po 16 vrečk iz trgovine. Ja, bom vse spravil v avto, brez panike.